Koliko vrst ptic pa živi v parku? Mi smo na teh izletih opazovali že čez 70 vrst. Kako opazujemo ptice, tako da se ne prestrašijo? Mi lahko nekega ptiča gledamo vdaleč z daljnogledom. Če je ta ptič še dalj, potem obstaja teleskop in potem lažje mi opazimo, ne samo opazujemo, ampak tudi kaj opazimo, ne? Se pravi barve, kakšno obliko ima, kaj dela. Ne? Seveda nekje so ptiči bolj udomačeni ali pa bi rekel bolj navajeni ljudi, ne? Zaradi tega potem lahko jih takole na blizu lahko opazujemo. Ne? Kateri letni čas pa je najbolj primeren za opazovanje ptic? V bistvu je vsak letni čas primeren za opazovanje. Če hočemo opazovati veliko vrst ptičev pa naše gnezdilke, potem je to v gnezditvi, se pravi nekje od konca aprila pa do konca julija. Če pa želimo nekaj opazovati, kar pri nas sploh ne živi, takrat je pa bolj primeren selitveni čas, se pravi v jeseni, potem prezimovalci po zimi, nekateri pridejo samo po zimi, k nam pa spet grejo. Ne? A pa je pomembno, kaj imamo oblečeno? Če mi samo opazujemo, tako kot smo rekli, oddaleč ptice, potem ni tako nujno, da bi bili neki zamaskirani. Ne? Če pa mi fotografiramo ptice, je pa zelo pomembno, da se čim bolj zamaskiramo. Se pravi, obleka včasih pa počasno premikanje pomaga, da se mi lahko približamo ptici bolj, kot če bi bili ko živo obarvani. Kako nam pa pri opazovanju ptic pomaga knjiga? Knjiga je taka, da so noter vsi evropski ptiči. In če mi vidimo neko siničko, ker je več vrst siničk, potem lahko tukaj vidimo, kakšno siničko smo videli. In potem rečemo, aha, takale je bila črnoglavo, rumena z črnim črto, ne, druga nobena ni taka. Ne, in rečemo, o, velika sinica. Kako začnemo z opazovanjem? Ja, tako da se odpravimo tja, kjer hočemo opazovati. Ne? Najlažje za začetnike recimo je tivoli. Tivoli so take bolj pogoste vrste, se zelo navajene, recimo se nič ne bojijo, vidiš ti golobi, kosi skačejo okoli nas in nam je to lažje opazovati. Seveda se nam tudi približajo, ne? Da jih lažje vidimo in tako mi začnemo. Ptice v parku hranimo ali jih ne smemo? V bistvu jih hranimo lahko, kadar je to potreba. Ne? Ponavadi se ptiče hrani zaradi tega, da bi lažje preživeli zimo. Katero hrano pa vi predlagate za ptice? Eni so semenojedi, eni so žužkojedi, potem so pa še eni, ki so recimo vsejedi, to je kakšna vrana. Ne? Vrana bo pojedla od semena koruznega do oreha, do jabolka, do kruha, ne, in to pa ona pa vse je, ne. Na, pejte, no. No, lej, a vidiš, pa pride, ne. Malo je, lahko, kar odbarem se pridem, to več. Ne, a vidiš, zdaj bojo pa videli, da je hrana, le mogoče veverico včasih tako, muki, vidiš, ne, dej. Vsakmu enega oreha počakamo, da poje, bo še prišla nazaj. Čepnaš, si daš, razdrobiš, da ne pojejo prehiter, vidiš, pa pride bližje, če jih kaj ne prestraši. Če pa noče, malo še gleda, ko ja pa mu vržeš, če noče, vidiš. Pa se pa počas navadi, da nič nočemo, ne? In pride pol. Bližji, pol pa že je iz roke, zdaj pa ka noče, bomo ovo kar vrgali. Videla? Proba, no? Aj se imata videla tudi, no? Zdaj se pa videla, kaj postavita. Pa porobita. Porobita dati rukavice dol. Skup prste. Ja. Najprej pozirala. A to so ptice, ki jih lahko vidimo v Tivoliju? Ja, prej smo videli tole veliko sinico, ne? Pa brgleza, liščka nismo, plavčka smo samo slišali. Pa tudi kosa smo videli. Detla sem jaz videl, ko smo ga polga nismo, pa kosa smo videli, bravo, pa kaj je to? Siva vrana. Pa tega? Kako?
domači golob, ne? Ali tudi lesna sova je gnezdila, celo gnezdila je tukaj.